Pozdravljeni! V ponedeljek je bila tretja seja občinskega sveta Ormož. Delo svetnikov je zmedlo pismo svetnika in državnega poslanca Janija Ivanuše, ki opozarja, da je druga redna seja novoustavljenega občinskega sveta v decembru bila nezakonita. Minula seja je sicer minila v znamenju potrjevanja različnih odborov in komisij, kar je bilo nujno, da župan oziroma občinska uprava nadaljuje z delom in pripravi rebalans proračuna. O rebalansu proračuna so sicer svetniki razpravljali za zaprtimi vrati po seji, a bo verjetno več znanega na seji v februarju. Občinski svet je sicer že na začetku zmedlo pismo svetnika in državnega poslanca Janija Ivanuše, ki je v svojem pismu opozoril, da je druga redna seja novo ustanovljenega občinskega sveta v decembru bila nezakonita in da je po njegovem nezakonita tudi minula tretja seja, zato se seje ni udeležil. Tako je svetnik Slavko Kosi še pred sprejemom dnevnega reda predlagal, da se pogovorijo o dejstvih in se odločijo, kako dalje. Predlagam, da predno nadaljujemo oziroma potrdimo dnevni red današnje seje, opravimo razpravo v zvezi z pisanjem, ki smo danes vsi svetniki dobili strani našega kolega Janija Ivanuša, ki nam je poslal v vednost pojasnilo glede sklica redne seje občinskega sveta, ki smo jo druge seje občinskega sveta, ki smo jo že opravili in ki govori tu v enem delu, da je bila sklicana seja nezakonito oziroma da jo mora občinski svet oziroma novo izvoljeni župan preklicati. Pa bi predlagal, da v izogib tega, da kolikor bo v nadaljevanju prišlo do kakršnih koli odločbe oziroma odločitve katerega koli organa v Republiki Sloveniji, da smo dejansko sodelovali oziroma da ste vodili nezakonito sklicano sejo, da poskušamo te stvari predno nadaljujemo za tretjo sejo razčistiti oziroma da zavzememo stališče, kaj bo v zvezi s tem občinski svet in pa seveda župan naredil. Uvodoma je župan pojasnil. Kot veste, 20.12. sem nastopil za funkcijo. 27. smo imeli sklicano sejo. Jaz sem že takrat povedal pomembne zadeve, ki smo jih mogli 27.12. sprejeti. Gre se okrog proračuna, da ne zapadamo v začasno financiranje. Gre se zaradi NUSZ-ja, se pravi nepremičninskega davka. Gre se zaradi potrditve elaboratov, da smo takoj lahko začeli z cenami, kar se tiče komunalnih storitev. Zdaj, ali je bila legitimna ali ne, odgovor Ministrstva za javno upravo dobimo jutri. Je pa res, da pa imamo odgovor ta na mize, da pa so, kar se tiče sklepov in vsega ostalega potrjenega, je zadeva legitimna in potrjena. Povem pa vam naslednjo. Izpeljali smo vse točke, ki smo jih morali. Jaz mislim, da smo jih izpeljali na korekten način, korektno smo v njih razpravljali in konkretno tudi v njih, bomo rekli, jih potrjevali oziroma negirali. To je imel občinski svet na voljo, vse sklepe smo izglasovali tako, kot mora biti. Ne bi pa rad, da se ugotavljajo, bom rekel, znanje ali pa neznanje same občinske uprave na takšen način. Sam kot župan enostavno nisem mogel v prejšnjem letu sklicati seje, ki je bila nujno potrebna za sklic v prejšnjem letu. Veste dobro, še enkrat, 21, 10 dni mora biti prej sklicana seja, se pravi, datumsko nam ni šlo skozi. Napravili smo, kar je bilo najbolj racionalno. Če bom zdaj rekel, da nisem bil obveščen o tem, da bo 27.12. seja, bi lagal. Gospod Sok me na to opozoril in s tem se strinjam samo zaradi teh zadev, da še v prejšnjem letu zapeljamo točke, ki morajo biti. Že pa naprej povem, da se pa ne želim iti političnih igric. To pa vam že naprej povem, zadaj me
Vem, kakšne obiske imam tudi napovedane na sami občinski upravi. Vem, da se zadeve oporekajo na takšen in drugačen način. Glejte, jaz bi tako rekel, ne škodujmo sklepom, ki smo jih sprejeli v mesecu decembru. Ne škodujmo točkam, ki smo jih mogli določiti okrog stavbnega zemljišča. To nam pomeni prihodek 1 milijon evrov. Lahko gremo na sodišče, lahko delamo ne vem kaj vse, ampak kasneje, gledajte, ko pa bo zadeva šla v smer, ki pa ne bo ravno v prid mogoče same občine, ne, ali kakorkoli, ne, jaz o tem ne bom razlagal, ali je v redu ali ne, jutri dobimo sam odgovor, tako še enkrat povem, da se ne bomo na koncu vprašali, če bomo zaradi časa karkoli izostali. Veste dobro, kasneje bomo pri rebalansu se pogovarjali o tem, okrog zadolžitev, okrog vsega tega, kar nas čaka v tem letu, ne. Stanje ni rožno, to bom rekel. Z takšnimi zadevami pa še si za stvar samo otežujemo. Svoja mnenja, ki so bila bolj ali manj naklonjena obstoječi situaciji, so potem k tej temi podali še dr. Simon Kolmanič, Valerija Kolenko in Jože Cajnko ter Emil Trstenjak, ki je sicer želel samo en konkreten odgovor. Gre se samo, če je to bilo po statute občinskem, pa po poslovniku. Ali je bil prejšnji župan za drugo sejo imel pooblastila, ali ste že, gospod župan, vi imeli kot novo izvoljeni župan. Samo to dve sta. Ali je bilo to po statutu ali pa poslovniku, nič ne bomo zdaj osporekali nobenega sklepa, sklepi so bili sprejeti, mi smo jih sprejeti, gre se samo to za vodenje same seje, nič drugo. Pustimo zdaj mi proračun, pa pustimo sklepe, pa pustimo ono, pa pustimo začasno financiranje, gre se zdaj samo po statutu. Tu nimamo kaj, ali smo mladi, ali smo stari, mi se moramo statuta pa poslovnika držati. Samo to se gre, nič drugo. Hvala. Dobro, hvala. Tu sem vam že odgovoril, ne? Jasno ne, pa še vam enkrat povem, no. Po statutu bi moral preklicati sejo, ampak delali pa smo racionalno. To pa je odgovor ministrstva za javno upravo. Hvala. Naslednji dan po seji, torej v torek, je z ministrstva za javno upravo prišlo še pojasnilo, v katerem piše: Ugotavljamo, da je bila druga redna seja občinskega sveta občine Ormož izvedena dne 27. decembra 2018 ter da je občinski svet sprejel predpise, ki so bili objavljeni v uradnem glasilu občine Ormož, uradnem vestniku občine Ormož številka 22/2018. Ugotavljamo, da je odločitve sprejel pristojen organ, občinski svet, in da je bila seja torej legitimna. Objavljeni predpisi pa veljajo. Med mnogimi zanimivimi dogodki, ki jih pripravljajo v Ormoški knjižnici, je minuli četrtek znan slovenski publicist Jože Rozman predstavil svojo knjigo Čar vina. Z njim se je pogovarjal poznavalec in strokovnjak, domačin Samo Simonič. Knjiga Čar vina je izšla konec minulega poletja. Večini slovenskih ljubiteljev tovrstnih publikacij je delo že dobro znano. Končno pa jo je avtor predstavil tudi bralcem Ormoške knjižnice. Tako so obiskovalci lahko prisluhnili sproščenemu pogovoru med dvema poznavalcema vin, Samu Simoniču iz vinske kleti Dveri Paks in Jožetu Rozmanu, ki ga Slovenija pozna kot vinskega publicista, novinarja oziroma kot pisca o vinu in kulinariki, kot someljeja druge stopnje, degustatorja, urednika Kmečkega glasu, ustanovitelja in urednika revije Vino in še bi lahko naštevali. Svoje znanje in izkušnje je doslej strnil v več knjigah, televizijskih scenarijih in delavnicah. Knjiga Čar vina pa je njegovo najobsežnejše delo, ki pa ni, kot bi sprva pomislili, strogo strokovno, pač pa zanimivo, leposlovno delo, iz katerega se mimogrede tudi marsikaj naučiš. Tako avtor branje priporoča. Ja, vsakomur, ki ga zanima vino, naj bo to enolog, kajti tako kot kar doživljam na predstavitvah te knjige, na katere, hvala Bogu, prihajajo tudi strokovnjaki enologi, oni pravijo, če so prebrali knjigo, da so izvedeli nekaj novega.
To ni enološki priročnik, kajti danes je enologija tako znanstveno zahtevna disciplina, da se jaz tega ne upam lotiti, ne. Navsezadnje vsak dan se odkrivajo nova spoznanja o vinu in tako naprej. To je knjiga, ki govori predvsem o mojem osebnem odnosu, osebnem odnosu do vina, kako jaz razumem vino, kaj je v vinu tisto, kar je recimo mene začaralo in očaralo in me spravilo v čarni ris in me že 40 let ni spustilo iz tega čarnega risa in mislim, da bo bralce, saj upam, tako mi tudi marsikdo že povedal, da jih je tudi, da zdaj na vino gledajo nekoliko drugače, ne. Vino je navsezadnje civilizacijska dobrina, brez katere si današnjega časa sploh ne moremo zamisliti, tako samoumevna je. Vsi se nekako, ne bom rekel, no prav vsi, ampak mnogi se spoznajo na njo, ampak jaz sem skušal tukaj odkriti še neke nove, drugačne dimenzije vina, recimo estetske, sociološke, filozofske, pa ne z nekim zahtevnim jezikom, ampak s takim, ki je lahko razumljiv vsakomur. No, tisti, ki so knjigo prebrali, pravijo, da je celo bolj leposlovno delo kot recimo, torej strokovno, itak da ni, kot pravite, ne? Drži, to je tako bolj literarizirana pripoved o tem, ne. En kritik je napisal, ne, da so v tej knjigi zbrani, oziroma saj mi je polaskal, ampak dobro, saj to je bilo navsezadnje javno objavljeno, ne, da se v tej knjigi nekako čuti, tako kot da bi opisali trije pisatelji, Balzac, Proust in Rozman, ne. Namreč Proust v tem svojem znamenitem romanu Iskanje izgubljenega časa, jaz sem študiral primerjalno književnost, ne. Nisem agronom, nisem enolog in tako naprej. In skratka, Proustu pri tem opisovanju vedno uhajajo spomini v otroštvo, ne. Jaz tukaj, ko sem pisal, meni se tudi to dogaja, ampak to mi je prihajalo čisto spontano. Sploh nisem imel Prousta v misli, šele potem, ko mi je ta kritik povedal, je rekel, ja, pa to je tako kot Proust, ne. Se poznate tisto zgodbo o Magdalenicah, ne, skratka tistih krasnih hrustljavih piškotih, ki ga spominjajo na otroštvo, na otroške vonje, no. Meni se je isto dogajalo pri pisanju te knjige, ne, ko sem kot otrok preživljal počitnice pri svoji stari mami na Dolenjskem in doživljal vse te vonje sena, ki smo ga obračali, kosil in tako naprej, ki smo ga nakladali na voz, ki smo ga grabili, recimo potem vonj pšenice, ko smo iz kašče stare mame stresali pšenico v vreče, jih peljali v mlin, vonj v mlinu in tako naprej, vsi ti vonji se mi vračajo in to je tudi v povezavi z vinom, ne, kajti ljudje me vprašajo, kako vi zaznate v vinu te vonje, ne. Jaz vsakomu rečem, če tega vonja ne poznaš iz narave, če ga nimaš v svoji datoteki, v svoji glavi shranjenega, tudi v vinu ne boš prepoznal ali prepoznal, ne. Skratka, to je to prepletanje, no, tega ne moreš tehnično povedati, to moraš povedati na literariziran način, ne. In prav vonjave in okusi, ki jih Rozman hrani v spominu iz mladosti in s katerimi se ljudje povsod srečujemo, je to, po čemer pisatelj še danes ločuje oziroma razvršča vina. Trdi namreč, da vino potrebuje zelo sproščen, neobremenjen pristop. Vsakdo, ki ima normalno razvita čutila, bo ločil dobro od slabega, pravi Rozman. Tako je knjiga, lahko bi rekli, slikovita vinska avtobiografija, ki temelji na okusih in vonjavah, ki si jih je pisatelj ob različnih doživetjih in priložnostih pridobil že v rani mladosti in ga spremljajo povsod po svetu, kjerkoli že ima priložnost pokušati svetovno znana vina. Te življenjske izkušnje z okusi in vonji pa so, po njegovem, tudi ključno merilo, da je neko vino različnim ljudem različno dobro. Knjiga je razdeljena na 10 poglavij in, na primer, v poglavju Mali veliki od tu in tam opisuje tudi svoje osebno doživljanje slovenskih vinskih velikanov. Med temi opisuje tudi izkušnje z našima domačinoma, Stankom Čurinom in Jožetom Kupljenom. Ste danes prvič v Ormožu? Ne, ki pa, veste kaj, v svojih prvih novinarskih letih, ko smo za televizijo delali eno oddajo o sladkorni pesi, sem bil tukaj in celo prenočil v hotelu. Bilo je zanimivo.
To pomeni, da ni samo vinarstvo in vinogradništvo vaše področje. Ja, zdaj zadnje čase vinogradništvo oziroma vinarstvo, pisanje o vinih in kulinariki, ampak začel sem pa kot novinar najprej v Sozdu Mercator, potem pa pri Kmečkem glasu in tistih časih, ko sem bil novinar pri Kmečkem glasu, pozneje tudi urednik, sem tudi se zadržal večkrat na tem področju, pa seveda v Ljutomersko-Ormožih oziroma Jeruzalemskih goricah in tako naprej, ja. Je to vaše, novinar ste po poklicu? Ja, jaz sem celo življenje novinar. Skratka, od začetkov do, mislim, zdaj sem upokojen, ne, se izgledam kot upokojenec. Je to vaše prvo delo, tako obsežno? Ja, tako obsežno, ja, ker leta 2003 pa 2004, takrat, ko sem bil še pri Kmečkem glasu, so išle 3 knjižice mojega, v bistvu niso knjige, ampak jaz pa raje rečem pošteno knjižice, ker so bile tanjše, in sicer ena o penečih vinih, potem ena o rdečih, ena o belih vinih, ne. Potem od leta 2005 oziroma leta 2003, ko sem začel jaz z revijo vina, ko smo se potem ločili od Kmečkega glasa in začeli na svoje, smo potem v leta 2009-2010 izdali tudi eno obsežno monografijo o vipavskih vinarjih in kulinariki. No, to je pa zdaj, tako, če bi rekel, 5. naslov, ne, ki pa je izključno posvečen vinu in vinski tematiki. Rozman se v svoji knjigi v bistvu ves čas vrača k svojim koreninam, k svoji zidanici in podedovanem vinogradu, kjer, kot pravi, pridela, če je dobra letina, okrog 1500 litrov. Zelo reduciran pridelek, saj mi količina ni pomembna. To je vino zame in za moje prijatelje. Za sabo imam že 37 trgatev, še dodaja Rozman, ki v svojem pisateljevanju še doda. Pisatelj ne bom, jaz sem pravzaprav po duši in po statusu sem kmet, ne. Zatega, ja, res, ker imam dovolj zemlje, ki obdelujem, tako da sem brez težav dobil status kmeta. Ja, in zdaj nekateri ki so prebrali to knjigo, me nagovarjajo, ti moraš še pisati o tem, sej tukaj je ostalo nekaj stvari, nekaj tem, ki niso bile obdelane, ker pač obseg knjige je bil nekako določen na 14 avtorskih pol in skratka ostala je še neka tematika, ki je bila za obdelati, ampak ne vem, trenutno ne čutim potrebe v pisanju, trenutno bom, ko bo pomlad dovoljevala, začel zidariti, ker rad tudi zidam in tako naprej, ustvarjam tudi na ta način. Potem je pa iz založbe Beletrina, ki je založnik te knjige, je tudi že prišla ideja, da bi napisal eno knjigo o tem legendarnem ljubljanskem bojemskem lokalu Šumi. V tej knjigi Čar vina je tudi en kratek odlomek, skratka iz tega šumijevskega našega študentskega bojemskega obdobja. No, skratka v Šumiju je bilo kup legend, kup znanih ljudi, kup zgub, življenjskih zgub, veliko Prešernovih nagrajencev in luzerjev in tako naprej, skratka zelo zanimiva tematika, ampak ne bom videl, no, kaj. Bom videl, kam me bo peljala prihodnji časi. Tako je predstavitev knjige Čar vina bil le še en zanimiv dogodek, ki ga pripravljajo v knjižnici Franca Ksavra Meška v Ormožu. Ja, trudimo se, skušamo res našim uporabnikom ponuditi širok spekter najrazličnejših dogodkov. Ne gre samo za literarne večere, radi predstavljamo tudi nove knjige z raznih strokovnih področij, pripravljamo tudi razna predavanja strokovna. Tako da veliko se je dogajalo, vse tam od novembra, decembra smo tudi imeli kar nekaj dogodkov. Letošnje leto pa smo začeli skoraj že tradicionalno s pravljičnim večerom za odrasle. Takrat so se predstavili pravljičarji iz slovenskih splošnih knjižnic. Kar nekaj slovenskih splošnih knjižnic sodeluje v tem projektu in vedno nam pripravijo zelo zanimiv izbor pravljic, nekaj jih je tudi pripovedovanih v slovenskih narečjih. Tako da tak večer pravljični tam v januarju je vedno dobro obiskan in tako da res naši obiskovalci radi začnejo novo leto na tak način. No, naslednji dogodek pa bo torej dan odprtih vrat, ne ob kulturnem prazniku.
Tako je, zdaj že tretje leto na slovenski kulturni praznik, torej na državni praznik, odpiramo širom našo knjižnico, pripravimo dogodke za otroke in pa seveda za odrasle, tako da vabljeni, seveda želimo tudi ponuditi vso to gradivo, predvsem izpostaviti novo gradivo, ki ga vsako leto kar nekaj nabavimo. Nekako okrog 2800 je vedno novih naslovov v knjižnici, tako v srednji knjižnici, kot tudi naših 3 organizacijskih enotah. Tam je novih naslovov sicer nekaj manj, ampak se prav gotovo najde kakšno branje za vsakega uporabnika, ki obišče knjižnico. Knjiga avtorja Jožeta Rozmana Čar vina je izšla pri založbi Baletrina v nakladi 500 izvodov. Seveda pa si jo lahko sposodite tudi v domači knjižnici. Športna dvorana na Hardeku počasi dobiva svojo končno podobo. Gre za 1100 kvadratnih metrov dodatnih površin, ki jih uporabniki nestrpno čakajo. Saj je zaradi gradnje že skoraj dobro leto športno življenje v Ormožu precej okrnjeno. Po vseh neprijetnostih, ki smo jim bili priča v času gradnje športne dvorane na Hardeku, prizidek počasi dobiva končno podobo. Velik problem je bilo zamakanje aprila lani, ki je močno poškodovalo parket in namočilo stene. To je pa izvajalca, ljubljansko podjetje VG5, skoraj stalo pogodbe. Sicer pa občina tudi s projektantom naj ne bi imela srečne roke. Projekt je namreč pokazal kar nekaj precej nepraktičnih rešitev. Predvsem tribune so izpadle izredno neprimerne. Trenutno izvajalec po nalogu župana za tribune išče primernejše rešitve. Kot je bilo tudi povedano na podpisu pogodbe julija leta 2017, je prizidek obetal nekaj ključnih dejstev. Da so projektanti upoštevali pri projektiranju pravila EHF, to so Evropske rokometne zveze. Tam so predpisi, koliko mora biti tušov, kakšne morajo biti garderobe, slačilnice, kakšne morajo biti sanitarije, potem sodniška niša, mora biti posebej soba za sodnike, soba za kontrole, ločeni vhod mora biti za igralce in potem ločeno tudi za gledalce. Oboje stransko tribuna bo sedaj, v gornji etaži je predvidena tribuna, tri linije, vsaka linija 24 sedežev, tako da načeloma bi potem osnovne pogoje EHF se lahko ugodilo tem pogojem. Prav tako pa še projektna dokumentacija obravnava tudi osvetlitev, tako da bo ustrezna osvetlitev, namreč pogoje 800 luksov v območju tam, kjer so vratarje. Obravnava pa se še tukaj zunanja ureditev, ker gre dejansko za prizidek, za povečanje, za možnost, da se poveča število gledalcev, obiskovalcev. Zunanje parkirišče pa se bo povečalo za cirka 25 parkirnih mest. Ob podpisu pogodbe s izvajalcem pa je bilo natančno povedano tudi, koliko bo gradnja stala in kdaj bodo dela zaključena. Zdaj, osnovna pogodba po razpisu, na katerem je bilo najugodnejša ponudba podjetje VG5 iz Ljubljane, znaša 1 277 000 evrov. Rok dokončanja del je v februarju 2019, mi pa bomo nekako poskušali z proračunom za drugo leto, ki je že sicer sprejet, ampak bo nekje v decembru sledil popravek, zagotoviti dodatna sredstva, tako da bi celotno investicijo končali že v letu 2018. Na leto 2019 smo namreč šli iz enega razloga, ker najprej nismo računali, da bomo mogli urediti tudi parkirne prostore, pa je potem v fazi izdaje gradbenega dovoljenja prišlo do tega, da smo mogli dodati tudi ureditev zunanjosti. To pa pomeni, da se je potem vrednost same investicije tudi nekoliko povečala.
A nekaj dodatnih oziroma nepredvidenih del je investicijo še podražilo. Ja, skozi sam postopek oziroma skozi samo delo je bilo kar nekaj dodatnih del, kar nekaj želj izvajalca, katere je želel uresničiti, udejanjiti. Zdaj bilo je tu ogromno prerekanj, moram povedati, tudi okrog tega, kaj delati, kaj ne. Projekti so bili nastavljeni tako, kot so bili, nadzor se je vršil, ampak je pa res, da je pa, bom rekel, v samem štartu, kar se tiče projektne dokumentacije, popisov del, storitev, bil neki manjk napravljen, no, to moramo povedati, in to je izvajalec pridno izkoriščal. Vi sedaj, seveda ste še premalo časa župan, da bi lahko zadeve porihtali tako, kot je treba. Ste recimo imeli kakšen vpliv? Ja, zdaj na ta zaključni del zelo težko, no, sicer zdaj zadeve probamo vseeno tako usmeriti, da bodo vprid občina Ormož, se pravi, ogromno bo zdaj, bomo rekli, samega ogleda, kaj je bilo napravljeno in kako bi moralo biti napravljeno, se pravi, okrog kvalitete same izvedbe, okrog manipulacij, če se lahko tako izrazim, kar se tiče materiala, ki je bil vgrajen v sam objekt, ni bilo vse tako, kot je sam popis materiala predvideval. Tako da neki dodatni nadzor bomo vršili v teh zadnjih mesecih, predvsem da vidimo, kaj je tu spornega. Normalno, da bomo želeli okrog kvalitete in pa vsega tega oporekati, kjer ni bilo napravljeno tako, kot mora biti, se pravi, da tudi na končni cene svojo rečemo, ne? Ali si ta končna cena res zasluži tako vsoto, ali bomo nekatere zadeve morali enostavno črtati. No in kakšna je oziroma kakšna bo ta končna cena? Ja, zdaj moj podatek je in upam, da je to pravi, ne? Tako da se nekako z dodatnimi deli, ki so bili izvršeni, je cirka 10% bilo povečanje glede na osnovno cifro, tako da se bližamo tam med 1.400.000 in 1.500.000 evrov za zaključeno fazo tega prizitka. No in je to sedaj ta dvorana to, kar smo si v Ormožu želeli, ne? Glede na tisto, kar je bilo predstavljeno recimo na tisti osnovni tiskovni konferenci, odlomek si bomo tudi ogledali v tem prispevku. Je to, kar smo si torej želeli, kar bi v Ormožu prav prišlo? Glejte, jaz vseeno mislim, Ormož je športno mesto, če se lahko tako izrazi, imamo rokometni klub v prvi ligi, imamo osnovno šolo, poleg 400 otrok, ali koliko, še več verjetno, ki športno vzgojo rabi. Imamo zelo močno, bom rekel, kar se tiče dejavnosti same rekreacije, ogromno imamo športnih društev, ki tako in drugače se ukvarjajo z tem, imamo nogometni klub ormoški, imamo kar nekaj zadev, ki jih je potrebno nekam umestiti in ena konkretna, dobra športna dvorana je definitivno tisto, ki športno dejstvovanje nekako napravi na višjem nivoju. Tudi, če se želimo iti nekega turizma, nekega privabljanja ostalih ekip, izkoristiti te kapacitete, mogoče hostla in pa vsega ostalega, ki jih imamo, je ena taka telovadnica, bom rekel, nujna. Zdaj, če smo res zadovoljni z njo, glede same izvedbe oziroma kaj smo na koncu ven dobili, zdaj, bom rekel, je tu neka, kako bi rekel, 50-50 odstotek glede odločitve ja ali ne. Z določene zadeve bi lahko bile boljše napravljene, določene zadeve bi lahko bile drugače napravljene. Zdaj pač telovadnico tako, kot imamo. Jaz pa vseeno mislim, da je to pridobitev za občino Ormož. Zdaj, kakršnekoli so bile polemike okrog same izvedbe, zadevo bomo zaključili, to je dejstvo. Telovadnica, se pravi, ta prizidek bo stal. Zdaj je seveda na nas, kako bomo izkoristili. Jaz upam, da bomo upravičili ta znesek, ki smo ga vložili, se pravi tam cirka 1.500.000 evrov, da bomo občani in občanke vseeno zadovoljni s tem, pa da bodo tisti, ki bodo sem prišli, tudi s tem zadovoljni in koristili. Tako da jaz vseeno mislim, da je ta objekt tisto, kar smo si želeli, nadgradnjo smo si želeli, to smo dobili. Tako je bil tudi interes, bom rekel, določenega števila občank in občanov in tu zdaj več ni kaj za oporekati, zdaj samo izkoristiti maksimalno tako to treba. Kdaj bo predvidoma otvoritev? Ja, zdaj okrog otvoritve, gledajte, konec februarja bi naj bilo zaključeno, sicer izvajalec je zahteval oziroma dal pobudo po podaljšanju rokov, tega kot župan nisem odobril, želim, da se to čim prej zaključi. To je zaključeni del brez parketa, ne. Parketa je bilo, mislim, da ogromno povedanega. Še ogromno bo povedanega, definitivno je pa ta parket potrebno zaključiti. Zdaj, gledajte, rokometni klub Ormož me je obvestil, da bi v mesecu juniju bila želja po izvedbi ene morebitne reprezentančne tekme. Tega se mi zavedamo. Jaz upam, da bomo to zadevo takoj
po končanem, bom rekel, tem delu, ki je bil v popisu izvedli do konca februarja, takoj začnemo z postopkom, kar se tiče samega ureditve parketa, same prenove parketa. Tako da jaz upam, da bomo to zapeljali čim hitreje, pa nekako, bom rekel, ne upam si nič kaj dosti prej obljubljati otvoritve točnega roka, ampak mislim, da bomo tam za to tekmo ali pa mogoče kakšen mesec prej imeli izvedeno zadevo, tako da bo. Dela na športni dvorani so seveda okrnila pouk športne vzgoje na osnovni šoli. Gospod ravnatelj, kako pa rešujete pouk telesne vzgoje v tem času, ko se čaka na telovadnico? V bistvu probamo nuditi učencem vse tisto, kar jim po učnem načrtu in po ciljih, ki jih moramo predelati, pripada. Seveda potem tukaj so nam na pomoč priskočili sosednji ravnatelji, predvsem ravnateljica gimnazije Ormož, potem tudi ravnateljica iz osnovne šole Stanka Vraza, tako da potem prerazporedimo ta pouk tudi na druge lokacije. In malo časa še bo, ne? Tako potem pa bo zadeva že stekla, verjetno se veselite nove pridobitve. Seveda, v bistvu moramo gledati v prihodnost, biti v bistvu veseli tega, kar bomo zdaj dobili in tudi svetlo gledati naprej, tako da mi se vsekakor veselimo teh dodatnih prostorov, ki bodo prinesli neko vedrino, neki novi prostor za učence, kjer se bodo lahko potem družili in pa koristno športno preživljali tisti prosti čas, ki ga imajo na razpolago. Kljub vsemu je potrebno poudariti, da pa gre za veliko pridobitev, saj bo športna dvorana na Hardeku, ki je bila zgrajena pred skoraj 30 leti, tako dobila veliko modernejši videz in bo gotovo dobro služila vsem naslednjim rodovom. Širša bo za 10 in daljša kar za 55 metrov. Uporabniki bodo v 2 etažah pridobili 1100 kvadratnih metrov dodatnih uporabnih površin. Pred dnevi so se na številnih lokacijah pojavili zabojniki in vreče, na katerih piše, da se zbirajo zamaški za Nežo. Tudi na Facebooku in v različnih medijih smo brali o tej veliki humanitarni akciji, v katero se je v bistvu vključila že cela Slovenija. Pa smo obiskali našo malo Nežo, ki živi na Partizanski ulici 13 v Središču ob Dravi. Mlada družina Erjavec živi na Partizanski 13 v Središču ob Dravi. V središče so se preselili pred 2 letoma, ker pa se je bratcema 7-letnemu Anžetu in 4-letnemu Lanu pridružila še sestrica Neža. Ampak žal ima 13-mesečna Neža diagnosticirano cerebralno paralizo in potrebuje terapije in pripomočke, ki ji bodo pomagali pri gibanju, pa seveda veliko dodatne nege in skrbi. S tem, ko raste, bo seveda skrb zanjo vse zahtevnejša, a tudi dražja. Tako, Neža bo zdaj potrebovala v bistvu pripomočke tehnične kot medicinske. Potrebovala bo vse potrebno njej prilagojeno, zato smo se tudi odločili za to akcijo zbiranja zamaškov in odprli donacijski njen račun. Kdo vam je pomagal? Prvo moram izpostaviti seveda mojo in njegovo celotno družino, ki so nama od rojstva že stali res ob strani. Brez njih ne bi zmogla tega vsega, kar delamo zdaj. Seveda celi akciji je zdaj poteka po vsej Sloveniji. Zdaj smo videli res, da Slovenija z nas skupaj stopi takrat, ko je potrebno to za otroka. To pomeni, da so odzivi dobri. Zelo. Mi da nismo pričakovali tako velikega odziva, kot se je v bistvu vzela cela Slovenija. Kaj bo torej sedaj prvi korak, kar se tiče pomoči Neži? Prvi korak bo definitivno dodatne terapije za Nežo. Obiskujemo sicer neurofizioterapijo v Ormožu 2-krat tedensko, ampak trenutno je na žalost to ne zadošča in prvi korak, kaj bomo naredili s tem denarjem, je dodatne terapije za Nežo. Seveda pot do Soče v Ljubljano, ne, je kar draga in vse, kar spada zraven. Na kakšne pripomočke pa računate? To bodo kakšne opornice ali kako to poteka? Ja, v Soči so nam zdaj dejali, da bo dobila, da bo mogla biti podprta z pripomočkami, torej ta prilagojen voziček njej, opornice za noge so tudi, stolček za hranjenje ter vse ostalo, kaj bo potrebovala. Ati, se kar cartata, ne? Ja, to pa res, ja.
naša crtika mala, ja. Radio torej vzamete v roke in popestujete. Seveda, z največjim veseljem, ne? Neža. Še 2 sinova imate, koliko sta stara? Starejši je 7, to sredinski pa je 4. Zdrava, ne? Hvala Bogu, pa sta je zdrava, ja, hvala Bogu. In kako gledata na svojo, torej, mlajšo sestrico? Ja, pričakali smo z največjim veseljem, tako da standard. Zdaj pa se pomagata absolutno v najboljših močeh jedvenih, kaj je sploh možno. Mislim, kaj je to največ vredno, kaj je lahko, kaj je. Vi ste zaposleni, tako da ste verjetno malo manj doma, na kakšen način pa pomagate torej pri vzgoji, pri negi otroka? Ja, jaz sem res tako, podpravite, sem zaposleni, ja, ko delamo, tudi imamo ruski turnus, ko vikende delamo. Pomagam pa po najboljših močeh, kaj žena z ene more, te preskočim na pomoč, pa pomagamo. Mala Neža se je rodila s urgentnim carskim rezom v 28. tednu, kar pomeni, da je bila rojena 12 tednov prezgodaj. Že od njenega prezgodnjega rojstva se starši skorajda vsak dan znajdejo pred novo zdravstveno preizkušnjo. Deklica je prestala zastoj srca, amnorejo, krvavitev v možganih in pljučih ter sepso in ostala invalidka. Prizadete ima nogice, rokice in hrbtenjačo. A se mala Neža ne da. Ob tako ljubečih in skrbnih starših bo zmogla in živela naprej. Veliko lažje pa bo v družini tudi zaradi dobrodelnosti mnogih, ki zbirajo zamaške ali kakorkoli drugače pomagajo. Gotovo, da so od rojstva Neže do danes prestali veliko hudega, a s časom se le treba postaviti na noge in reševati, kar se rešiti da. Ja, v bistvu prvi šok je bil ta diagnoza cerebralna paraliza. Je dokaj težko. Jaz se sprijazniti zdaj se s tem, samo tako se trudimo, no. Je težko, iz dneva v dan je nova borba z njo, probamo jo omogočiti čim več. Ogromno dela je z njo, tudi tam imamo blazino, ki smo tudi mogli dokupiti za njo, da lahko doma delamo vaje. Pravim, veliko pomoč je tudi mož, ogromno pomaga, kot tudi sinova. Aprila smo tudi napoteni na rehabilitacijo v Sočo za 4 tedne. Tam bo tudi dobila mere, da ji vzemajo za vse te pripomočke, kaj bo potrebovala. Prvo, kaj bom rekel, tu sploh ne pričakovala tega vsega, kaj je zdaj. Šlo namreč verovati, kaj je resno Slovenijo, kako malo država, kaj tu lahko skupaj stopi. Kako za Nežo, tako za vse ostale, kaj so isto, kaj je moja diagnoza. Ne vem, takšni občutki so, ki prvič tu je zdaj takšen občutek, ko sploh ne veš, kako bi opisal, pa kako bi odreagiral, pa kako bi... Samo tako sem rekel, pomagajmo si, tako smo, pa dalemo pomagali smo, mi si tudi rekla drugim. Tako da mislim, da je to največje bogatstvo, kaj je lahko vsega. Mislim, kaj je to. Zbiranje zamaškov za malo Nežo je sicer še v začetni fazi, a kot kaže, se akcija širi po vsej Sloveniji. Lokacije odjemnih mest se sproti posodabljajo na Facebook strani Zamašek za Nežo. Tudi na domači občini niso ravnodušni. Torej, vsekakor akcijo za Nežo sem zasledil na Facebooku, čeprav le občasno grem tja zaradi pomanjkanja časa. Mi zamaške celi čas zbiramo na občini vsa ta leta in seveda smo se potem velikokrat s temi zamaški priključili kakšne akcije. Drugače pa seveda tudi malo pogrešam to, da dejansko jaz kot župan ali pa občinska uprava nismo s to problematiko direktno bili seznanjeni, kajti ljudje hodijo k nam z veliko probleme in tudi če bi na kakšen drugačen način lahko pomagali, bi se vsekakor vključili, ne. Razumem pa seveda to akcijo kot številne do sedaj, da torej ta otrok rabi pomoč, seveda pa velikokrat, kot lahko zasledimo iz medijev, pa tudi iz prakse, bi rekel, torej neko pomanjkanje, neka luknja očitno v našem sistemu, v našem zdravstvenem sistemu, kjer osebno smatram, da sploh ne bi smelo biti vprašljivo za pomoč, za denar in pa za konkretne akcije torej našega zdravstva.
Zavarovalnice seveda velikokrat ne pokrivajo vseh stroškov ali pa gre le za delno kritje, tako da bo mali Neži oziroma njeni družini dohodek od zamaškov gotovo prav prišel. Vse informacije lahko dobite tudi od Nežine mame Ines na telefonski številki 070 824 632. Če bi želeli nakazati denar, pa ga lahko nakažete preko območnega združenja Rdečega križa Ptuj, ker so odprli račun za zbiranje donacij za deklico Nežo Erjavec. Na akcijo so se velikodušno odzvali tudi ormoški rokometaši, ki bodo 16. februarja ob 19. uri v športni dvorani Velika nedelja odigrali tekmo proti Dobovi. Denar od vstopnine pa v celoti podarili mali Neži. Verjeti je, da bo takšnih in podobnih velikodušnih akcij še veliko. Vso srečo, Neža, naj tvoje očke samo še svetleje žarijo. V sklopu projekta Danes za jutri so podjetje Zenjak, Ljudska univerza in komunalno podjetje v Svetem Tomažu v sodelovanju s teto Marto pripravili učno uro oziroma delavnico o lanu. Med animacijskimi delavnicami medgeneracijskih druženj in izmenjave znanja in veščin, ki jih znotraj projekta Danes za jutri izvajajo partnerji podjetje Zenjak, Ljudska univerza in komunalno podjetje, je bila tudi delavnica o lanu, ki so jo pripravili v sodelovanju s teto Marto. Delavnica je potekala v prostorih osnovne šole Sveti Tomaž. Večina med udeleženci pa so bili učenci 5. razreda. Zbranim je teta Marta, ki jo štejemo za eno od večjih poznavalk ljudskih opravil in ljudske dediščine, predstavila rastlino lan. Lan je enoletnica, raste na sončnih in polsenčnih legah, na vseh vrstah tal. Zraste do 70 cm in cveti od junija do julija, pove teta Marta in dodaja. Navadni lan je ena najstarejših kulturnih rastlin. Poznali so ga že v mlajši kameni dobi, danes pa ga gojimo po vsem svetu, pri nas največ v Beli krajini. Iz lanu pridobivamo seme, ki ga uporabimo za pripravo kruha in peciva. Iz semena pridobivamo lanelo olje. Iz stebel je mogoče pridobivati vlakna za izdelavo blaga. In prav ta postopek izdelave platna je bila glavna tema na delavnici. Teta Marta je s seboj pripeljala tudi statve, tako da so se udeleženci lahko naučili tudi veščine tkanja. Petošolci so teti Marti z veseljem prisluhnili. Večina jih je o lanu slišala prvič, sploh pa o postopku, kako se do neke tkanine oziroma blaga pride. Tako je delavnica za vse bila odlična učna ura. Zanimivo mi je, da lahko vidimo, kako so nekdaj delali. Si že vedela kaj prej o lanu in kako se to dela? Nisem vedela. In kaj se ti je zdelo najbolj zanimivo? Da lahko narediš veliko stvari. Predvsem blago, ne? Ja. Si predstavljala, da to poteka tako, kot je pokazala teta Marta? Nisem si predstavljala. No, kaj pa se tebi zdelo danes tu najbolj zanimivo? Koliko vsega lahko izdelamo iz tega. Si že slišala kdaj za rastlino lan? Nisem se slišala. Pa si do danes vedela, kako sploh pridemo do blaga? Mislila sem si nekaj takega, ampak nisem si točno predstavljala. No, danes ste potem imeli možnost natančno videti, ne, kako to gre. Ja, in mi je zelo v redu. Boš poskusila danes kaj delati na statvi? Ja, seveda bom. Najbolj se mi je zdelo zanimivo, kako tkejo. No, si vedela, kako to poteka do danes? Nekaj sem vedela, kako se prede, predstavljala pa si nisem tako. Pa si slišala do danes za rastlino lan? Ne še. Si tako malo pomislila, kako je to včasih bilo, koliko so pravzaprav truda morali ljudje vložiti, ne, da so prišli do obleke. Si predstavljala, da je to bil takšen potek?
Ja, med celo tole delavnico sem imela sliko iz nekoč, kako je to potekalo. Boš poskusila danes tukaj kaj delati? Ja, preste. No in Jakob, si vedel ti sploh do danes, kako pridemo do blaga? Malo. Za lan si že kdaj slišal? Ne. No to pomeni, da ti je bilo kar zanimivo, ne? No in kaj se ti je zdelo najbolj zanimivo oziroma kaj se ti je zdelo najbolj presenetljivo? Koliko truda vložijo v to, da kaj naredijo iz tega. In si slišal že kdaj za rastlino lan? Ne. Torej, si se danes kar naučil nekaj novega, ne? Ja. No in zakaj ravno Petari ste danes prišli na te delavnice? Ker so nas šestaničarje povabile. No, se ti je zdelo zanimivo? Ja. Si vedel že kaj prej o lanu in kako to poteka? Malo sem vedel o bloge, drugo pa nič. To pomeni, da je kar nezanimivo in težko delo to, ne? Ja. Boš danes kaj poskusil? Kaj boš na statvo boš šel delati? Ja. No, so ti takšne delavnice, ko se tako naučite nekaj novega, zanimive? Ja. No, kaj bi si še želel recimo na šoli takšnega podobnega? Ko bi še več takšnih nastopov bilo. Kaj takšnega seveda mlade vedno pritegne, če tudi gre za starinsko opravilo. In kot je povedala petošolka Janja, da je ves čas imela sliko nekih davnih starih časov pred očmi, je namen delavnic bil dosežen. Da se spomin na nekatera starinska opravila ohrani in da se mlajše generacije poučijo, kako je to bilo včasih. Še toliko bolj zanimivo pa je, če lahko tudi sami poprimejo za delo. V Svetem Tomažu je bila to prva delavnica iz projekta Danes za jutri. Ja, v Svetem Tomažu je prva in kot je videti, je res zelo zanimivo. Učenci kažejo veliki interes. To jim je sigurno zdaj zagotovo prvič priložnost, da vidijo v živo statve, da se preizkusijo v tkanje, pa da nasplošno spoznajo lan, kaj pomeni imeti lan pri hiši, da je to zelo zdravilna rastlina in kaj se da z njej izdelati in narediti. Torej še ena zelo poučna delavnica, ki koristi tako mladim kot starejšim, ne? Pa tako kot je sami projekt zastavljen iz eni Jakov, druženje medgeneracijsko in kroženje znanja in veščin, sledimo temu konceptu in gibamo se v to smer, da čim več znanja, recimo kot je naša teta Marta, ona je itak neprecenljiva, to je en vir znanja v njej in je škoda, kad to ostane, kad se ne prenese na našo mladino, katera je zelo radovedna in rada pogleda in rada se preizkusi v različnih spretnosti in različnih dejavnosti. Medgeneracijsko druženje ter izmenjava znanja in veščin tako prinašajo kar nekaj dobrodošli novih znanj, pa tudi spretnosti za kakovostnejše življenje vseh generacij. Če kdo, si pa snega želijo člani smučarskega kluba Sveti Tomaž. Svoje smučišče so opremili z dodatnimi snežnimi topovi, tako da če bodo primerno nizke temperature, snega ne bi smelo zmanjkati. S tem pa ne priložnosti za smučarje. Članom smučarskega kluba Sveti Tomaž volje in predvsem poguma ne zmanjka. Naj se investicija oziroma načrte zdi še tako nemogoč, stisnejo zobe, predvsem pa dajo vse od sebe, da cilj dosežejo. Tako so letos zaključili investicijo in težko pričakovan sistem umetnega zasneževanja svojega smučišča Globoki klanec v Hranigovcih. Simbolna otvoritev sistema je bila minulo sredo. Žal temperature smuke niso dopuščale, pa kljub temu. Tomaževski smučari s Ivanom Grašičem na čelu so svoj dosežek želeli proslaviti s svojimi somišljeniki in se jim zahvaliti za pomoč. Tako so med povabljenimi na otvoritvi bili tudi župani. Domači župan Mirko Cvetko, ormoški župan Danijel Vrbnjak in Jurij Borko, župan Središča ob Dravi. Za klub je bilo pravzaprav prelomno leto 2017, ko jim je smučišče, sicer s enim snežnim topom, že uspelo umetno zasneževati. Do letos jim je uspelo nabaviti še 4 tope in dokončno zgraditi celoten sistem umetnega zasneževanja, pove gonilna sila kluba Ivan Grašič.
Vse skupaj je to trajalo 3 leta. Pred 3 leti smo se to zmenili, da bomo to dokončali. Delali smo, trdo delali, to je vse skupaj ogromno stalo. Mi bomo zdaj šli tudi po toti objektih, kajti tisti, kjer pač Facebooka ne vidijo, ne vejo, kaj se tu vse dogajalo. Zato smo se pač tudi zbrali, da proslavimo toti dogodek. Mi smo že, oziroma da proslavimo to otvoritev tega umetnega sneževanja. Tu že naprej povem, ker imamo stvar izredno dobro porihtano. Ogromno sodelujem z drugimi smučišči, tudi imajo sneževanje, nimajo pa tako dobro, ker tam je pač dosti smučišč in občine ne morejo pomagati. Mi smo pa smo tu edini, pa so nam pač vsi skočili na pomoč od blizu in daleč. No, kaj konkretno ste letos naredili? Lani smo mi dokončali zadevo na grobo, to pomeni, zgradili smo eno tale visokotlačno črpalko. In ker smo videli, da to je pač vse skupaj premalo, da bi sneg trebalo narediti čim prej, smo se letos odločili, da še ta sistem nadgradimo. Nadgradili smo ga 100%, to pomeni še za eno isto črpalko. Tu pa je seveda bilo potrebno menjati v tej kotlovnici vse cevi. Tu so tudi bili problemi. 3-4 obrtniki so nam to obećali in noben ni hotel narediti, ker se je to pač je precej zahtevna stvar. Tu je noti visok tlak in pač so se tega losali. Po 2 meseca smo ga čakali, potem me je poklical, nema tega delu, ne. Nazadnje pa se je levo smilo, se je gospod Voljč, Boris iz Ormoža, on se pa ni ustrašil, je prišel, smo to vse skupaj pogledali in nam je to malo pred novim letom tudi komplet naredil. To pomeni, letos smo mi sistem izboljšali za 100%, oziroma povečali. Razlog je bil tudi to, da smo tudi videli lansko leto, ko smo sneg delali, to še ne povem, lansko leto sneg ni bil taki problem, ker ga je bilo ogromno, tako še nikdar. Pa smo pa samo sneg dodelavali in smo imeli izredno uspešno sezono. In glede na to sezono smo tudi ogromno, to se reči, dosti zaslužili, tako da smo letos to stvar, ki smo dogradili, tudi v celoti vsaj delno sami financirali. In koliko topov je sedaj na progi? Imamo 4 topove, pa še enega rezervnega, ki smo ga dolžni. Zdaj išamo enega sponzora, ki bi ga plačal. To je bilo nujno, ne. Tistikrat je bil projekt narediti 2 topa, 2 topa bi to predolgo delala, ker mi rabimo čim prej, da se to sneg naredi in da potem smučamo, ne. Zdaj, kot vidite, se pravi, letos smo začeli 10 dni nazaj, 7 dni smo delali, smo naredili skoraj po celem, samo 2 dni še nam je ostalo, potem pa se je začelo tale otoplitev in zdaj se bojimo, kaj se bo zgodilo v teh dneh, vidite, kakšne so napovedi, ne. Vendar mi upamo na najboljše, ker tale sneg, ko smo ga naredili, je kompakten, se dobro drži podlage, veter tudi plus 10 stopinj ne naredi nič, tako da upamo, da bo. Dosti ljudi čaka, da bomo odprli, kliče, čim bo možno, mi bomo odprli takoj. In koliko ste pravzaprav do sedaj vložili denarja za ureditev tega smučišča? To bi mogli vprašati blagajnika, ki je tu. Ja, mislite, da posodobitev tega okvirno 150 000 evrov. In kdo vam je pomagal s financami? Kaj vam ne povem, vsi. Ne več pa lastna občina. Smo naleteli na kako se reče, na dober odmes vseh svetnikov, predvsem pa tudi župana, ki so to stvar podpirali. Kajti, to sem prej pozabil povedati, ostalo nam je samo eno, ali to posodobiti, dokončati ali pa propasti. Z naravnim snegom v bodočnosti to smučišče ne imelo. Koliko snega pa ste že naredili to sezono? Sedaj smo zasneževali v en teden. Mi bi ta breg zasneževali normalno 14 dni, ker so pa bile temperature zadnji teden tako ugodne, smo mi zasnežili že več kot 3/4 proge, naredili smo cirka 4000 kubikov snega, nekaj nam ga je zdaj pobralo, tale utoplitev, Bog pomagaj. Za celi breg je pa potrebno nekje 5000, to pomeni, da bi ga naredili 30 cm po celi progi. To pa seveda ni tako malo, ker je proga pač 550 metrov dolga in to je kar dober zalogaj. Za izgradnjo smučišča oziroma sistema za umetno zasneževanje je največ primaknila domača občina Sveti Tomaž. S financami pa so pomagale tudi občine Ormož, Središče ob Dravi in Gorišnica.
Ormoška je lani z proračuna nakazala 10 000 evrov. Gre namreč za smučišče, ki je prav za ormoški konec velikega pomena, saj je dobro urejeno, predvsem pa blizu. Smučišče je običajno odprto ob večerih, ko so temperature dovolj nizke, tako da je smučišče tudi osvetljeno. Obratuje pa tudi vlečnica, ki je dolga 550 metrov in ima 40 dvojnih sider. Kapaciteta vlečnice pa je 800 smučarjev na uro. Občina Sveti Tomaž je tudi v smislu turistične ponudbe na smučišče zelo ponosna. Ja, danes sicer ne moremo doživeti tistega vzdušja, ki ga ta dolina prenese. Verjamem pa, da se bo to v naslednjih tednih zgodilo. Pred nami je še vendarle mesec februar, ki pravzaprav v naših krajih prinese pravzaprav pravo zimo. No in v tej dolini se v takšnih trenutkih zbere preko 150 do 200 smučarjev, tudi več jih je že bilo. Se pravi, dolina živi, dogaja se, tukaj je mnogo število otrok, ne samo naših tukaj pri Svetem Tomažu, ampak tudi okoliških. V glavnem, sama smučarija, če lahko tako rečem, kljub nižinskemu delu Svetega Tomaža resnično živi in je izredno dobro sprejeta. Tudi zaradi tega, ker je cenovno dostopna. Se pravi, marsikdo si jo lahko privošči in če gledava lansko sezono, ki je bila nekje dobrih 20 dni, smo se pravzaprav vsi do vrha lahko nasmučali z vsemi užitki, ki k temu spada in res moram reči, da je pravzaprav to tisto, kar je ena popestritev turistične ponudbe v naši občini. Čeprav, kakorkoli rečemo, v dolini ni neke višinske, bi rekli tiste prave meje, kjer bi lahko računali na večni sneg, ampak danes bomo govorili o umetnem zasneževanju. To je bil velik projekt, to je bil načrt smučarskega kluba, pri katerem je seveda bila podpora tudi lokalne skupnosti. No in danes lahko rečem, da se ta zadeva predaja svojemu namenu v kompletu in vesel sem, da se je to zgodilo, vesel sem, da bo to zaživelo in seveda samo upamo in želimo si, da bi tudi temperature naredile svojo, vse drugo pa je že poskrbljeno in je pravzaprav tako kot na dlani smučišče v Globokem Klancu na voljo. Povedano je bilo, da seveda občina veliko pomaga, kar se tiče finančno. Lansko leto ste kar primaknili določeno vsoto. Je kar nekaj zadnjih let smo pravzaprav sofinancirali nabavo vse te opreme, ki je bila potrebna za umetno zasneževanje. Gre vendarle za tehnologijo, ki ni tako preprosta, pa niti ne tako poceni. Je pa treba poudariti eno drugo stran. Člani smučarskega kluba so pravzaprav naredili tisti največji delež pri vsej tej investiciji s svojim delom, ki je bilo, lahko rečem, junaško. V težkih pogojih so pravzaprav izvrševali vse te investicije, ki so se zgodile in lahko rečem res danes, da so naredili iz majhnega denarja velike zgodbe. Če malo pogledava po tem smučišču, vse to, kar se je zgodilo, kar se je zgradilo, kar se je nabavilo, naj mogoče omenim, v vseh teh letih, kar obstaja smučišče, je občina Sveti Tomaž namenjala za njihovo dejavnost 80 000 evrov. Če nekako to pogledava od leta 2006, ko smo nastali, pa vse do danes ne gre za tolikšen velik denar, glede na to, kaj se je pravzaprav opremilo in uredilo za primer samega smučanja v tej Hrinigovski dolini. Smučarski klub Tomaž deluje od leta 1996. Takrat so v Hranigovcih uredili tudi smučišče Globoki Klanec, ki pa je zaradi milih zim in premalo snega v teh letih le redko dobro obratovalo. V zadnjih letih so tako imeli 5 sezon, ko je smučišče delovalo približno teden dni. V 23-letni zgodovini smučišča pa so bile 3 sezone takšne, da je smučišče lahko obratovalo več kot en mesec. Ljubitelji smučanja pa bodo prišli na svoj račun takoj, ko bodo temperature nekoliko nižje. Za sneg pa se tako odslej ni bati. Med športnimi dogodki smo bili na zadnji pripravljalni tekmi rokometašev Jeruzalema, kjer so vinarji s 30-27 ugnali ptujsko Dravo. Z mini rokometaši Jeruzalema pa smo bili na prvem pokijevem turnirju v Celju. Zanimivo je bilo. Pozdravljeni v športnem delu Utrip Ormoža.
Pred vrati je pričetek drugega dela sezone v rokometni NLB ligi, kjer barve mesta Ormož branijo rokometaši Jeruzalema. Vinarji so v sezono krenili s ciljem po uvrstitvi v ligo za prvaka, a se je med prvenstvom nabralo toliko težav, ki so Ormožane drago stale visoke uvrstitve. Številne poškodbe, igranje tekem v gosteh pri veliki nedelji so le eni glavnih razlogov, zakaj ekipo v nadaljevanju sezone čaka hud boj za obstanek v ligi. O povsem naštetem je ekipa Jeruzalema v mesecu oktobru in novembru na 9 tekmah osvojila le eno samo točko. Vinarji bodo v drugi del sezone krenili iz 9. mesta ob izkupičku 11 točk. Za ovratnik jim diha ekipa Dobove z 8 točkami. Sledita ekipi Dola s 5 in Sviša z 2 točkama. Po pripravah na drugi del sezone so Jeruzalemčki odigrali 5 pripravljalnih tekem in zabeležili isto število zmag. Vseh 5 zmag ne preseneča, saj so nasprotniki bili nekoliko slabše kvalitete. Padli so drugoligaš Gorišnica, prvo B-ligaši Pomurje, Krško in Drava ter hrvaški prvo A-ligaš Varaždin, ki pa ni na tistem kvalitetnem nivoju, kot je bil v preteklosti. Žal se je prav proti Varaždinu huje poškodoval mladinski reprezentant Dominik Ozmec, ki je že končal letošnjo sezono. Poškodba Ozmeca je tudi največja težava ormoške ekipe, saj gre za glavnega nosilca v igri v obrambi. Na zadnji pripravljalni tekmi je Jeruzalem s 30-27, polčas 18-15 pri veliki nedelji premagal Ptujsko Dravo. Mi pa smo pred kamero povabili igralca Žaka Ciglarja, letnik 1999, ter trenerja Saša Prapotnika, ki sta nam zaupala naslednje. Priprave so zaključene. Kako lahko oceniš od 1 do 5, s kakšno oceno štartamo pripravljeni v drugi del prvenstva? Jaz mislim, da bi z Dominikom bila to ena štirka, zdaj pa, ko nam on manjka v obrambi, bi pa lahko rekel 3-4. Ni glih, v napadu še ni vse popolno, v obrambi bomo pa se tudi morali bolj boriti, že zaradi izgube Ozmeca. Ja, po poškodbi torej Dominika Ozmeca si tudi ti dobil večji del minutaže v obrambi. Kako se zaenkrat znajdeš, kako se stikaš z svojimi soigralci? Ja, z Ozmecom sem se sicer najboljše razumel v obrambi, z Žurko se še malo manj razumemo, ampak mislim, da bomo to vse do prve tekme pokrpali in bo vse v redu. Vseeno, kaj meniš, pred nami je težki drugi del sezone, še vedno glede na težave s poškodbami smo kandidat za izpad iz lige. Ja, mislim, da bomo se še mogli fejst boriti, še predvsem proti tistima 2-3 ekipami, kaj so za nami. Pri više uvrščenih ekipah bomo pa iskali svojo priložnost doma, da vzamemo kakšne točke. Ja, kaj ne rečem, brez pričakovanj štartamo v drugi del. Sigurno nas še ta teden čaka dosti dela, predvsem z igro v obrambe. Imamo zelo velike probleme. Po poškodbi Dominika smo ostali še brez enega centralnega igralca v naši obrambi. Se pravi, treba zopet nekaj izmisliti na novo, ampak sigurno ne bomo vrgli puške v koruzo, bomo se potrudili in seveda probali popraviti to, kaj še nam manjka. Enostavno nas čaka borba za obstanek v ligi, nažalost pač je tako, ampak treba gledati vseeno pozitivno. Doma pa zbirati prepotrebne točke. Ja, sigurno, ampak treba bo delati, treba biti strpen, res vsako žogo, ki bomo osvojili, imeti rad in res eno disciplinirano igro priti do točk, ki pa bo vsaka točka res zelo pomembna v borbi za obstanek. Današnja tekma, še komentar proti Ptujski Dravi? Napad soliden, obramba slaba, mislim, da smo naredili vsega skupaj 19 faulov v celo tekmo. Golmani tudi niso bili na nivoji, se pravim, čaka še nas ogromno delo. Do konca sezone bo potrebno odigrati še 7 krogov rednega dela prvenstva in 10 tekem lige za prvaka ali lige za obstanek. Tako je vse skupaj na razpolago še 34 točk,
kar daje upanje še vsem ekipam po visoki uvrstitvi ali po možnosti glede obstanka v ligi. Za začetek bo prvi nasprotnik Jeruzalema ekipa Loke. Tekmo v Škofji Loki je na sporedu v soboto 2. februarja ob 20. uri. Svojo prvo domačo tekmo v drugem delu prvenstva bodo Jeruzalemčki odigrali šele 16. februarja, ko bo pri veliki nedelji gostovala Dobova. Rokometni klub Celje Pivovarna Laško je bil organizator prvega pokijevega turnirja v mini rokometu, ki je potekal v celjski lepotici Zlatorog. Sodelovalo je kar 40 ekip, 24 ekip v konkurenci letnikov 2008 in 16 ekip v konkurenci letnikov 2009. Ormožani so se na pot za Celje podali s polnim avtobusom otrok, staršev in trenerjev. Barve rokometnega kluba Jeruzalem Ormož so zastopale 3 ekipe, 2 ekipi letnikov 2008 in 1 ekipa letnikov 2009, skupaj 24 mladih rokometašev. Vsaka ekipa je na 4 pripravljenih igriščih odigrala 4 tekme proti svojim vrstnikom in iz tekme v tekmo je bilo opaziti napredek mladih športnikov v igri in s tem tudi vedno večje veselje na obrazih otrok. Turnir ni bil tekmovalnega značaja, čeprav so se na vsaki tekmi vodili rezultati. S to potezo so organizatorji olajšali delo otrokom in njihovim trenerjem ter seveda sodnikom. Tako je turnir minil v izjemnem vzdušju in težko bi na prste ene roke lahko prešteli tiste, ki po turnirju niso bili zadovoljni. Prav nasprotno, v taboru Jeruzalema je bilo zadovoljstvo tako se strani mladih rokometašev kot njihovih staršev in trenerjev. Prav vsi udeleženci turnirja so prejeli medalje ter majice in to iz rok članskih igralcev rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Vse pohvale gredo tudi organizatorju za izpeljan turnir. Roko na srce bi prav rokometni centri, kot so Celje, Velenje, Koper in drugi, morali biti gonilna sila pri organizaciji takih turnirjev, ki niso le lokalnega, ampak tudi državnega značaja. Mlade ormoške rokometaše letos še nekajkrat čaka udeležba na podobnih turnirjih. V klubu pa si želijo o ponovnem odprtju dvorane Hard Egg organizirati kar nekaj turnirjev za mini rokometaše in ostale mlajše selekcije. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje.
V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Podjetje Obsen d.o.o. za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnja in montaža razsvetljave, proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen d.o.o. Ljutomerska cesta 30 Ormož v službi prihodnosti. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 8 v Ormožu. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi vsak dan med 8 in 16 uro ali po dogovoru na telefonski številki 041 317 339. Sem Tim Gajser, sem član AMZS, kaj pa vi? Ker si car, naj ti bo za varnost mar. Izbira je tvoja, se vidimo na Vranskem. AMZS, pravi prijatelj. Samo poslovim naj se še in se vam zahvalim za pozornost. Bodite z nami tudi čez teden dni, pa tudi vsak večer ob 20, ko pripravimo kaj novega. Vse dobro vam želimo in srečno do prihodnjič.